Smo na Sinjem vrhu pri Vinici v Beli krajini. Med drugo svetovno vojno so italijanski okupatorji tu imeli postojanko. Del vasi so tudi ožičili, kar je razvidno tudi iz partizanske skice, ki smo jo v okviru projekta okupacijske meje v Sloveniji 1941-1945 objavili v knjigi Vinčeremo, videčemo, ki jo imam tukaj pred seboj. Skica pa je objavljena v sami knjigi. Z menoj je domačinka Vladka Žalec, drugače tudi hčerka Franca Špeharja, ki so ga skupaj s Miho Muhavcem, Italijani, 28. oktobra 1941 ustrelili kot prva Belokranjca. Pričevanje Vladke Žalec o ustrelitvi njenega očeta si boste lahko ogledali v posebnem filmu. Tokrat pa bo Vladka opisala, kako je izgledalo življenje na Sinjem vrhu, kako so ga in kje so ga Italijani ožičili. K nam na Sinji vrh so prišli Italijani spomladi 1941. Tu so postojanko imeli v župnišču in en oddelek so postavili v Špeharje, da so varovali mejo, in en oddelek v Damelj. Ti so stanovali v privat hišah, ampak so bili tako, 5-6 ljudi je bilo, ampak so bili tako, človeški, zelo človeški. Zdaj pa ti v župnišču so bili, pa tudi ne samo v župnišču, ampak so šli tudi v šolo, pustili so samo učiteljevo stanovanje, tam drugi so se naselili v drugih prostorih, ampak ne za dolgo, za en teden. Potem so se pa tu zrihtali vse v župnišču, ne. Pa tudi v gasilnem domu, čeprav je bil takrat majhen, ampak je bilo dobro, ne. Tako da tu so bili, rampa na Vinico je bila tukaj, tam, kjer je cesta najbolj ozka, med zakristijo in med, tu je bila rampa, tako da so delili dovolilnice, kdor je lahko šel na Vinico, ne. Niso bili tako strogi, ampak vendar, mogel si pa vse dokumente pokazati, kaj greš, zakaj greš, po kaj greš in take stvari, ne, to so vzeli. So pa napeljali žico, da so se sebe nekako zaščitili. Od tukaj, od te hiše, prek po vrtih, tam okoli Baričeve hiše in gori ob enem vrtu, to je bila vse bodeča žica. In okoli Simoničeve in tu nazaj do cerkve. To je bilo vse ožičeno. Ljudi so iz teh hiš izselili. Čeprav so bile velike družine, tudi živali, vse so izselili, ne, ker so rabili prostor za sebe, ne. Ta žica je bila še dolgo, še 20-30 let. Eni so imeli potem še recimo ograjen vrt z bodečo žico, niso šli ovce ven, ne. Tako, drugače pa je bilo pa res tako, kruto je bilo to ker si mogel pojti okoli na vodo, ne, tam, kjer imamo vodo, so tod doli, pa tam okoli, ne, ni se šlo na počez, ker je bila pač žica, ne, je bilo zagrajeno, ni bilo možnosti hoditi, kot si hotel glih, tak, ne. No in potem so pa to, ena hiša je bila pa prazna, izven žice, ampak so se bali, da se bo kdo naselil, mislim, ne pravi njihovi, ne, so jo kar zažgali, pa zgorela, ne. Pol so še kamne za bunkere rabili, ne, kar je bilo zidanega, so porabili za bunkere, ker je bila pri Simoničeve, pa tu pri cerkvi je bil bunker, ne. Ti Italijani, ki so bili tu v postojanki, vse so bili dobri z ljudmi in razumeli so se vse. Imeli so pa eno posebnost. Imeli so zelo radi jajca in kokoši. Kokoši so lovili kar tako, grede. Če so videli kure veni, se so kar podali za njo in so tekli, ne. Tako da jo je prijel. Doma so pa verjetno to v župnišču zrihtali za naprej.
Ampak to je bilo tako za nas, posebno za nas otroke, ko smo videli, da so jih lovili, to je bilo za nas strašno zanimivo. Tako da smo se smejali, pa gledali smo to radi, ne. Smo rekli, Italijani grejo po kure. Kaj se pa v vaši rodni Gorici, vasi, Ja. zraven Sinjega vrha zgodilo z Italijani, ko so kradli kure? Enkrat so tam, ko sem ja doma na Gorici, je bil sneg in je en Italijan videl kokoši, da so zunaj, ne, prej so bile vse zunaj, danes so še ograjene. No in je šel po enem zidu, je pa mislil, da je vse celo, ne, da je cel prostor pohoden, ne, ampak je bila to škarpa, na drugo stran je bil mehek sneg in se je tako rekoč obesil. Z eno nogo je bil na zidu, druga mu je propala dol v ta mehek sneg, tako da je obvisel, ampak kuro je pa lepo potem vjel. Pa so plačali te kure? Ne. To so lovili tako. Jajca so pa plačali, vprašali so, gospodinje so spraševali, če ima jajca, in to so pa plačali. Kure so si pa kar prijeli. V tem župnišču so imeli Italijani v zgornjih prostorih sobe, v spodnjem prostoru so imeli klet pa kuhinjo, ne. Pa vse te svoje. V kleti je bil zaprt tudi moj oče čez noč, pa mukavec, ko so jih zvečer odpeljali, drugi dan ustrelili v razvajah, tu so jih mučili v tej kleti, pretepali in tako. Ta napis Vinčeremo še zdaj lepo kaže na ono, kaj je bilo, ne. Tam na vhodu je pa napis, na vhodu v župnišče je pa napis Viva Stalin, Viva Tito, ki je bil pa napisan potem, po kapitulaciji, odnosno so ga napisali eni partizani, ki so imeli tukaj konje. Konje so imeli, rekli smo, v faruški štali, ne, čeprav je bila že takrat morda v slabem stanju, ampak bili so privezani in so jih oni to oskrbovali. To so bili partizanski konji, ne, in mi smo jim rekli partizanski konjari. So jim rekli vaščani, ne. To so bili eni Dolenjci, eni taki, ne, malo starejši že, ampak so merkali na te konje in so jih hranili. Pojdimo pogledati bliže te napise. Gremo pogledati te napise, ja. Tukaj, kjer zdaj stoji ta pano, je bila ena 100-letna lipa. Taka velika, pokrivala je kar velik prostor okoli cerkve, do zakrastije, pa do te škarpe, pa mislim, tako velika, z velikim steblom, ampak je bila med vojno in še po vojni, vsa prestreljena, to je bila luknja do luknje, ki so streljali i pravi i nepravi noter, ne. Vsak si je dal duška, da je v to lipo streljal, ne. Tako, zdaj je pa tukaj je to, kaj se vidi pred vhodom, ta dvignjen del, to je vodnjak, Faruška šterna, ne. Faruška šterna, tu so imeli Italijani vodo za sebe, ne. Čeprav je tudi tam bil na Studencu, se so šli tam tudi iskat na rezervar, pravimo mi, ampak to je bila prva sila, ne, to je župnik imel, dok je bil tu in ta voda je bila. In ti dva napisi, ki so pri vhodu, Viva Stalin, Viva Tito, so bili napisani takrat, ko so bili tukaj oni s konji, ne. Tako da je to ostalo. Bil je pa v času, dok je bila postojanka tu, je bil nad vrati napis Viva Duce. To so hitro zbrisali, ko so prišli drugi, Vinčeremo pa še zdaj stoji. To je kletno okno od župnišča, kjer so imeli Italijani v glavnem svojo mučilnico. In to je še ohranjena bodeča žica, s katero je bilo ožičeno nekaj vasi. Mislim, nekaj hiš po vasi. Nekaj hiš in
To je ta bodeča žica, sicer je zarjavela, ampak je pa še ostanek za spomin.